Imamo prednosti in imamo slabosti. Prednost je, da so dober magnet za pridobivanje novih članov. To je dejstvo. Debatirali bomo potem o tem, kdo so te člani oziroma fani. So blazno preprosti. Polajkaj to, klikni tistega, označi tistega, bla, bla, bla. Če poznaš Facebook, znaš peljati tudi nagradne igre oziroma sodelovati v njih. Sploh, če se le da, dajte osnovna pravila, ne komplicirajte. Slabosti nagradnih iger, ljudje so se jih že malo naveličali, sploh tisti, ki niso lovci na nagrade. Ne? Lahko so naporni za uporabnike. Neprestano težiš z nagradno igro. Jaz sem prišel na stran, zato ker me zanima nekaj o tvojem produktu, ne mi skozi težiti, da imaš nagradno igro. Go away. Seveda niso vsi ljudje taki, ampak se uletavate. Sploh na Facebooku je zelo težko peljati nagradno igro dalj časa. Zato, ker je vaš edini komunikacijski kanal v takih primerih nagradne igre samo vaš zid. In zdaj, a boste dali zanimive vsebine, ali boste dali nagradne igre. Težko je loviti pravi kompromis, vedno en trpi. Druga stvar, običajno, ne pa nujno, te fani niso prišli zaradi vaše blagovne znamke, ampak zaradi nagrade. In ko bo nagradna igra končana, bodo postali običajno vaši pasivni uporabniki, imeli jih boste, ne bodo pa reagirali. Ni vedno tako, ampak se običajno res tako zaključi. In vi imate zdaj blazne težave, vi ste bazo vzdignili, ampak te ljudje so apatični noter. Težko jih animirate, vse se da, ampak boste potrebovali več energije. Imate 10.000 ljudi, pa noben nič ne prcne. Ko delam narobe? Velika verjetnost je, da so bile napačne nagradne igre in da imate lovce. Obstajajo zdaj celo skupine in strani, kjer se lovci na nagrade dobivajo in drugemu lajkajo, komentirajo, šerajo, si delajo usluge. Zdaj zadnja moda je, da so se najdeli Slovenci tudi s tujimi uporabniki Facebooka in en Korejc lajka teb, ti pa njemu sliko. Korejca pač ne rabite, verjeten, če imate neke hude izvozne načrte. Tako da je treba biti res pazljiv. Sicer to, recimo, če imate tuje državljane, vi lahko zaprete v nastavitvah skupine, da ne smejo lajkati vašo stran. Kot sem že menil, težko je na dolgi rokih pelati. Kar je najpomembno, je spet vas lahko konkurenca zelo hitro prijel. Skoraj da ni nagradne igre take trotel, da ne bi kršila pravila uporabe Facebooka. Obstaja tako zelo dolg, na 4 straneh Facebook, kaj ja, kaj ne. Verjamem, da ne boste brali, vam lahko jaz povem, karkoli boste naredili, boste kršali. Skoraj da vedno. In Facebook pač, dokler vas nihče ne prijavi, delajte, kar hočete.